Jaz vse lepo pozdravljam, pa se še enkrat opravičujem, ker jaz imam pa še manj izkušenj s takim prostim govorjenjem, zato sem si kar pripravila predstavitev in bom to kar prebrala. Ko je Janez oziroma Johan Tenešuh do uradnih organov prinesel paket sodnih listin, ki naj bi jih našel tesar Mihael Primožič iz Svete Katarine v Gornji Dolini, so se prisotni spraševali, ali je najdeno gradivo sploh kaj vredno in ali se spisi tičejo sodnih procesov, v katerih je kmete zastopal dr. Lovro Toman. Primožič je paket pobral v potoku pod Zidanim mostom na cesti med Tržičem in Radovljico, kamor je šel na potrebo. Čeprav si po besedah v zapisniku ni predstavljal, kako globok je potok na tistem mestu, je zakorakal v vodo v papir zavit in povezan paket in ga odnesel v gostilno Terezije Rozman, kamor je po sporočilu o najdbi prišel paket iskat orožnik Jožef Karlovski. Ko je dospel do Mihaela Primožiča in ga povprašal o omenjenih spisih, ga je ta popeljal do bližnje gostilne, kjer so spise, da so se posušili, razprostrli na mizi v nezaklenjeni sobi. Žandar je spise zložil, za podatke o vsebini najdenih spisov pa je Mihaela Primožiča napotil na sodišče. Za najdbo je Primožič zahteval odškodnino 5 goldinarjev, kar je najavil tudi že občinskim predstavnikom v Begunjah. Vprašanje, ali se najdeni dokumenti nanašajo na razreševanje sporov glede gozda, je bilo za območje nad Tržičem zelo na mestu. Težave, o katerih je bilo govora, so bile posledice dogajanj, ko sprva gozd ni imel nobene posebne tržne vrednosti, kljub temu, da je predstavljal pomembno surovino. Ljudje so ga potrebovali za kurjenje, za ogrevanje in kuhanje. V večjem delu Slovenci poseljenega ozemlja ga je večina prebivalstva uporabljala kot osnovni material pri gradnji bivališč in gospodarskih poslopij, iz lesa so si pripravljali orodje za obdelavo zemlje in tako dalje. Po lesu so v gozdove posegali tudi prebivalci mest, rudniki in različni obrtniki, na primer kovači oziroma tisti, ki so z njega kuhali oglje za obratovanje rudnikov, topilnic in obrtnih delavnic. Nadzor nad dogajanjem v gozdu je bil slab ali ga celo ni bilo, kakor tudi ne strokovnega kadra, ki bi se kakorkoli ukvarjal z gozdovi. Les je bilo mogoče pridobiti v gozdu in na nekaterih drugih zemljiških kulturah, travnikih, pašnikih in celo njivah. Glavni način koriščenja gozda in njegovih produktov v naših krajih so do svoje razrešitve in odkupa predstavljale služnosti. Pravica služnosti je njenemu imetniku dovoljevala, da je z dovoljenjem za svoje potrebe koristil lastnino nekoga drugega. Zaradi načina koriščenja in izrabe služnosti so jih v času, ko so si vsi začeli prizadevati za racionalnejše kmetovanje, označili za največjo oviro na poti k zastavljenim ciljem, o načinu in vzrokih njihovega nastanka pa se večinoma nihče ni veliko spraševal. In zato, kot je bilo nakazano že v uvodu, so koriščenje gozda in gozdnih produktov pogosto spremljali prepiri in sodni spori. Za zemljiška gospodstva na večini današnjega slovenskega ozemlja je bilo značilno, da so imela malo obdelovalne zemlje ter več gozdov, saj so gozdni predeli skoraj praviloma ostajali nerazdeljeni ter postali z izjemo deželno-knežnih oziroma erarnih gozdov največkrat sestavni del dominikalne zemlje fevdalnih zemljiških posesti. Ker kmetje v okviru svojih up, razen v visokogorskem svetu, praviloma niso posedovali gozdnih površin, so les v glavnem dobivali iz gozdov fevdalcev. Fevdalci so pravico do koriščenja gozda podeljevali v obliki služnosti za na primer uslugo ali posebno delo, ki ga je kmet opravljal za njega. Zaradi vsestranske uporabnosti lesa pa kmetovanje brez služnostnih pravic do lesa v katerikoli obliki nekdaj skoraj ni bilo mogoče. Dokler je bila živinoreja pretežno pašna, je pašnih površin povsod primanjkovalo, zato so v gozdovih tudi pasli. V okvir koriščenja služnosti so nekoliko nelogično prištevali tudi pravico do lesa in paše v gozdovih, katerih lastnik je bila posamezna vas ali več vasi, soseska ali več sosesk, pa tudi več kmetov. Ponekod je bila pravica do služnostnega lesa brezplačna, drugod pa je bilo treba za njeno koriščenje plačevati neznatno vsoto ali pa so jo koristniki plačevali v obliki male pravde ali celo z delom oziroma kako drugo obveznostjo.
Upravičenci so služnosti koristili kot posamezniki ali skupnost. Njihove oblike so bile med seboj močno prepletene, obstajala je množica različnih kombinacij služnosti tako na istem zemljišču ali za istega koristnika ali istega podeljevalca. Običajno kmetje v zemljišča, ki niso bila del njihove posesti, niso nič vlagali, ampak so iz služnostnih zemljišč želeli le čim več iztisniti, zato so bile taka zemljišča praviloma izčrpana in osiromašena. Osnovni namen koriščenja gozdnih služnosti je bilo zadovoljevanje potreb domačega gospodinjstva in gospodarstva. Najpogostejša gozdna služnost je bila pravica do lesa za kurjavo in gradnje ter obnove stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Poleg tega so les potrebovali za prekrivanje streh, osvetljavo, za ograjevanje zemljišč pred živino, ki je na njem delala škodo, ter les, ki so ga potrebovali, da so lažje preživeli in v roku plačevali dajatve zemljiškim gospodom. Pravica do lesa se je razlikovala glede na njihovo vrsto in kakovost. Nekaterih vrst lesa ponekod služnosti upravičenci niso smeli sekati, saj ga je bilo mogoče dobro prodati, kakor macesnovega drevja na gospostvu Brdo. Ker je sicer močno smolnat, so ga potrebovali v dejavnosti, kjer je bil namočen v vodo, na primer v obrtnih delavnicah, kjer so se uporabljala velika vodna kolesa. Po macesnovih drevesih je bilo veliko povpraševanja tudi v ladjedelništvu, saj so macesnova debla praviloma visoka in dokaj ravna ter zaradi smole običajno trpežnejša. Čeprav redko, pa je zlasti v krajih, kjer je bilo preživetje zaradi različnih dejavnikov posebej težko, se je pojavljala pravica do sekanja tako imenovanega merkantilnega lesa, ki so ga smeli služnostni upravičenci prodajati v lastni režiji in za lastne potrebe. Marsikateri kmet si je za lažje preživetje pomagal z upravljanjem katere od obrti, za katero je bil potreben les, na primer kuhanjem oglja, izdelovanjem škafov in tako dalje. Racionalnost pri porabi lesa ni bila odlika kmečkega prebivalstva, saj so bile posekane količine lesa prevelike, ostanke pa so običajno kar puščali po gozdovih. Prekomerno sekanje je v drugi polovici 18. stoletja ponekod že povzročalo težave pri preskrbi z lesom. Predvsem revnejši so si v gozdovih pridobili različne oblike pravice do nabiranja gozdnih produktov. Upravičenost do pridobitve služnosti pa so morali ponekod dokazovati s potrdilom o revščini. Kmetje so smeli nabirati lesno gobo, ki so jo uporabljali kot kresilo za prižiganje ognja, presežke pa prodajati, ter gozdno jagodičje, kot so borovnice, gozdne jagode, brusnice, gobe, mah, kostan, lešnik in tako dalje. Za potrebe domačega gospodarstva so nabirali hrastovo skorjo, trske, sveže orehe, orehove lupine in na Primorskem rujevino, s katerimi so obarvali različne materiale, kot so platno ali ribiške mreže. Savinjčani pa na primer lipovo lišče, s katerega so pletli klobuke za zaščito pred dežjem. Ena od pomembnih surovin, ki so jih nabirali v gozdu, je bila tudi drevesna smola, iz katere so pridobivali terpetin. Med gozdne služnosti je ponekod spadala pravica do flosarjenja oziroma plavljenja lesa po vodah ali umetno narejenih lesenih rakah ali rižah v gozdovih. Pomembna služnost je bila izkopavanje lesne štorovine, v gozdovih pa je obstajala tudi pravica do lomljenja apnenca ali zažganje apna z apnenicami in podobno. Poleg pridobivanja lesa za različne namene in drugih potrebnih gozdnih produktov je gozd oziroma drevje služilo tudi za koriščenje pravice do sence, ko so lahko pastirji živino prignali v senco, kadar je sonce na pašnikih preveč pripekalo. Fevdalci pa so večkrat podeljevali tudi pravico do lova nižjih živali, na primer zajcev in ptičev. Gozd je lahko obremenjevala pravica do poti ali pravica do napajanja živali, če se je vodnjak ali napajališče nahajalo v gozdu ob pašniku. Poleg drvarjenja so nekdaj v gozdovih tudi pasli. Zaradi škode, ki jo je pasoča se živina delala na gozdnih površinah, sta se gozdarstvo in pastirstvo vedno pisano gledala. Toliko bolj pa še gozdarstvo in reja drobnice oziroma kozje reja. Pravica do gozdne paše je podložnikom marsikje pripadala kot posebna služnost. Prašičev, perutnine in koz na gozdnih služnostnih zemljiščih navadno ni bilo dovoljeno pasti, vendar so ponekod imeli nekatere pašne površine rezervirane prav za pašo teh živali. Prašiče so v gozdove zganjali za mastenje, zlasti v tistih letih, ko je na bukovih in hrastovih
drevesih dozorelo veliko žira in želoda. Predvsem v Visokogorju je bila vrednost paše v gozdovih za kmetijo pomembnejša od lesa, ki so ga kmetje pridobili na istih gozdnih površinah. Posebna oblika služnosti je pravica do rože Blumzuch ali pa tudi Blumbesuch. To je pravzaprav kombinacija pravice do lesa in pravica do paše. V osnovi pravica do visokogorske paše, ki se je odvijala v za pašo najugodnejšem letnem času, je obsegala tudi pravico, da si je imetnik pravice na visokogorskem pašniku postavil leseno poslopje za bivanje in prenočevanje v času paše. Pri tem so bili kmetje imetniki pravice do rože le lastniki postavljenih poslopij, ne pa tudi lastniki zemljišča, na katerem je poslopje stalo. Večkrat so si imetniki rože poleg poslopja za bivanje postavili še prostor za predelovanje mleka, skladiščenje potrebščin, na primer sena, ogrado za živino, po lesenih ceveh napeljali vodo do bivališč in staj in podobno. Nekateri so si smeli pripraviti tudi zaradi preprečevanja paše živali ograjeno gredo, na kateri so gojili vsaj nekaj zelenjave za kuho. Pravica do rože se je pojavljala v večini dežel Habsburške monarhije, ki so obsegale del Alp ali Alpskega predgorja, njene različice pa so se pojavljale tudi drugod. Glede na lastništvo zemljišča, na katerem se je odvijala, je bila lahko pravica do rože klasična kmečka služnost na zasebnem ali pa na skupnem srenskem zemljišču, pripadala pa je lahko soseski ali posamezniku. Če je bil gozd zaradi koriščenja služnosti preveč devastiran ali uničen zaradi elementarne nesreče, je lahko lastnik koriščenja služnosti v njem ali v njegovem delu prepovedal. Praviloma je servitutnim upravičencem ob takem ukrepu pripadala odškodnina, pogosteje pa so se skušali dogovoriti za koriščenje služnosti na nadomestnem zemljišču. V drugi polovici 18. stoletja se je začel spreminjati odnos lastnikov do gozdov, ki so postajali gospodarsko vedno bolj pomembni. Vsaj v začetni fazi, ko so svojo skrb šele začeli posvečati načrtnemu izkoriščanju in obnavljanju gozdov, so se najbolj spotikali obles, ki so ga kmetje sekali za krašenje, na primer za opaženje bivalnih prostorov v stanovanjskih hišah, postavljanje mlajev ali smrečic, ki so jih pritrjevali kot znak zaključitve gradbenih del ali likofa. Pogoje za obnovo in pogozdovanje izsekanih in uničenih gozdov je omogočila šele opustitev pretirane paše. Kljub vsem predpisom in ukrepom pa je bila skrb za gozd do leta 1848 prepuščena glavnim zemljiškim gosposkam, po mnenju pristojnih strokovnjakov pa bi bilo treba v novo nastalih razmerah pomisliti tudi na novo gozdno in gozdarsko zakonodajo. Običajno so imeli podložniki služnosti na zemljiščih domačega zemljiškega gospoda. Gledano širše pa ni bilo nič nenavadnega, če so nekateri uživali služnosti na zemljiščih, ki so spadala v okvir drugih zemljiških gospodstev. Lastniki služnostnih zemljišč so proti tistim, ki so prestopili mejo dovoljenega pri koriščenju služnosti, lažje postopali, če so bili domači podložniki. Fevdalci so namreč v primerih, ko je podložnika hotel kaznovati drug fevdalec, navadno ščitili svoje podložnike. Velik potrošnik lesa so bili rudniki, od katerih je večina sicer imela svoj gozd, ki pa navadno ni pokrival vseh njihovih potreb po lesu. Cesar je privatne gozdove, ki so spadali v rudniško rezervatno področje, podredil jurisdikciji rudarskega sodnika. Brez dovoljenja rudarskega sodnika podložniki niso smeli sekati lesa, posebej strogo pa je bilo prepovedano sekanje na območju, ki je bil do pol milje oddaljen od rudnika. Na področjih, kjer so obstajali močni rudniški in industrijski obrati, je bilo tudi kmečkega nedovoljenega poseganja v gozdove običajno zelo veliko, saj je bilo skoraj nemogoče sproti zadostiti povpraševanju po oglju. Poleg lesa za kurjavo so rudniki potrebovali veliko mizarskega, v glavnem mehkejšega smrekovega lesa, saj je bilo treba podporni les v rudniških rovih zaradi vlage, temperaturnih razlik in neprestanega prepiha zamenjati v 6 do 8 letih. Les so potrebovali tudi za gradnjo kanalov, bolj smolnat in trpežnejši macesnov les, za vodna kolesa in podobno, les za ureditev separacije, postavitev nakoval in preprostih vodnih črpalk, ki jih je preko vodnih koles gnala voda,
ter za izpiranje rude ali ostalih industrijskih proizvodov, za topilnice, kovačije, potrebovali so prostor za jalovino, prostore za skladiščenje lesa in podobno. Ko je na določenem območju začel obratovati industrijski obrat, ob katerem se je izoblikovalo manjše ali večje naselje rudniških delavcev, se je povečala še potreba po lesu za novo priseljene, ki so v gozdovih pridobili podobne pravice, kakor kmečki služnostni upravičenci. Zaradi načina koriščenja gozda in pravne ureditve z rešitvami, ki si jih je razlagal vsak nekoliko po svoje, je koriščenje služnosti skoraj povsod povzročalo spore. Ti so se posebej razplamteli po letu 1853, ko je država sprejela zakonodajo za njihovo odpravo oziroma regulacijo in odkup. Za današnje slovensko ozemlje je do sedaj najbolj znan spor glede koriščenja merkantilnih služnosti do lesa na gospodstvu Snežnik na Notranjskem, ko sta bili v sporu s Snežniškim graščakom vsa Loška dolina in Pivška kotlina, različne služnosti pa je na Snežniškem gospodstvu smelo koristiti prebivalstvo skoraj 40 notranjskih naselij. Pravica do merkantilnega lesa je spadala v sklop podeljevanja najrazličnejših olajšav, ki so kmetom lajšale življenje in omogočali izpolnjevanje finančnih obveznosti na zaradi plenilskih padov z juga opustošenih kmetijah. Kmetje so les najpogosteje vozili na reko, kjer je bilo povpraševanje po njem nenasitno. Ko se je leta 1793 z vpisom pravice za 7 pivških vasi v zemljiško knjigo končal sodni spor glede sekanja merkantilnega lesa, so imeli kmetje v rokah orožje, s katerim so ob vsakokratnem poskusu omejevanja sekanja dosegli, da je graščina umaknila svoje zahteve. Najodmevnejši spori med obrtniki, kmeti in lastniki gozda, kjer so se sodni postopki zaradi konkurence pri dobavi lesa in oglja med sabo kar prelivali, pa je bil trg Tržič z okolico. Njegovega reševanja so se najverjetneje dotikali v vodi Hudega Grabna najdeni sodni spisi, omenjeni na začetku tega pisanja. V trgu so bile razvite kovaška, usnjarska, tkalska in nogavičarska obrt, kasneje se jim je pridružilo še čevljarstvo, njihov razvoj pa je omogočila bližina nahajališč železove rude, potoki in rečice, ki so nudili možnost koriščenja vode, vodne energije in izobilje lesa v okoliških gozdovih. Največ lesa oziroma oglja so tržiški obrtniki dobivali iz gozdov na območjih katastrskih občin Sveta Ana in Sveta Katarina. Nekateri predeli so bili lažje dostopni in bolj primerni za sekanje, kakor drugi, strogo pa je bilo prepovedano sekanje nad cesto proti Ljubelju, saj se je bilo bati, da bi v primeru poseka snežni ali zemeljski plazovi cesto uničili. Ko je začelo lesa in s tem oglja primanjkovati, je širjenje industrijskih obratov in obrtnih delavnic, ki niso imeli zagotovljenih dodatnih virov lesa in oglja, sprožilo val prepirov, pri čemer so se odkrili in pogrevali tudi stari, že nekoliko pomirjeni spori. Lastnik večine gozdnih površin in celo nekaterih industrijskih obratov je bilo gospodstvo Tržič. Poleg obrtnikov in lastnikov industrijskih obratov so se zaradi koriščenja gozda med seboj prepirali tudi kmečki koristniki gozda. Posebej je bil na udaru gozd imenovan na plateh in na ravneh, ki se je raztezal ob meji obeh omenjenih katastrskih občin in v večino katerih je bila vpletena kmetija Kavar oziroma njen imetnik, saj je ležala ob spornih gozdnih parcelah. Na današnjem slovenskem ozemlju so se služnosti kot način koriščenja gozda in pridobivanja potrebnega lesa pojavljale bolj ali manj povsod, seveda pa je bil njihov obseg in pojavne oblike predvsem zaradi geografskih pogojev, ki so narekovali način gozdarjenja zemljišči, različen. Ker je koriščenje služnosti večinoma predstavljalo osnovno ekonomsko podstat kmetovanja na kmetijah, je bilo njihovo razreševanje neločljivo povezano z odpravo fevdalnih odnosov leta 1848. Patent o razrešitvi in odkupu služnosti je bil sprejet leta 1853, mnoge gorenjske kmete pa je v postopkih zastopal dr. Lovro Toman. Ali so spisi, ki jih je v potoku na premočene pobral cesar Primožič, prišli do osebe, ki so ji pripadali oziroma ki so ji bili namenjeni, ni jasno. Prav tako ne vemo, kateri spisi so bili najdeni v vodi oziroma na kaj so se v resnici nanašali. Želeli pa bi si vsekakor, da bi se med arhivskim gradivom našla še kakšna podobna najdba, kot je gradivo o odpravi in odkupu služnosti na Snežniku ali pa Tomanovi odvetniški zapisi, od katerih se mnogi nanašajo na podobno tematiko, saj bi z njimi še nazorneje odkrili vse razsežnosti neurejenih posestnih in pravnih razmer v gozdovih, v katere je posegla odprava fevdalnih odnosov.
Hvala lepa.